dragi sobratje, drage sestre in dragi bratje. V petek smo obhajali Evropski dan spomina na žrtve treh totalitarizmov, nacizma, fašizma in komunizma, ki so v minulem stoletju povzročili v Evropi in na svetu neskončno veliko trpljenje. Ta dan je posvečen resnici o njih in spoštljivemu spominu njihovih žrtev. Živimo v času, ko marsikdo dvomi o človekovi zmožnosti, da bi prišel do resnice. Razširila se je krilatica, da se do resnice sploh ne more priti. Zato naj ima vsakdo svojo resnico. Tisti, ki to zagovarjajo, celo menijo, da s tem izkazujejo veliko strpnost. V resnici pa je to dimna zavesa, da se do obče veljavne podobe totalitarnih zločinov ne bi moglo priti. Jezus sam je najlepši dokaz, da si pripadnost eni sami resnici z ene strani in strpnost z druge sploh ne nasprotujeta. Jezus je vedel za resnico, vedel za najvišjo resnico in jo je vneto oznanil, tako goreče, da ga je to stalo zemeljsko življenje, pa njemu zaradi tega ni mogoče in mu tudi nihče ni očital nestrpnosti. To pa zato, ker njegova resnica nikoli ni bila v nasprotju z ljubeznijo, ampak je bila ravno resnica o ljubezni, o Božji ljubezni do nas vseh. Zato ni res, da moraš biti skeptik, se pravi dvomljivec, ki nikomu nič ne verjame, ki sploh ne verjame, da obstaja ena sama resnica, veljavna za vse, ki zasluži to ime, če hočeš biti strpen. Ko Jezus v današnjem evangeliju napoveduje, da bodo v njegovo kraljestvo vstopili ljudje iz vseh ljudstev na zemlji, da se bo tako izpolnila obljuba odrešenja vseh ljudi, ki smo jo slišali v prvem berilu. Tudi to predpostavlja, da obstaja ena sama resnica, Jezusova resnica, o prav tako enem samem odrešenju, namenjenemu vsem ljudem. Jezus pa tudi na drugem mestu, v Janezovem evangeliju, pove, kaj je vzrok, da do prave resnice tako težko pridemo. Za resnico ni dovolj bistroumnost, niti ni to najpotrebnejši pogoj. Najpotrebnejši pogoj je notranja svoboda od greha. Resnica ni samo stvar našega razuma in njegove zmožnosti, ampak še prej in veliko bolj stvar poštenega srca, iskrenosti in nesebične odprtosti, se pravi svobode, notranje svobode. Resnica ali laž, to je naša stalna izbira. Vsak človek mora izbirati med njima vsak dan, kakor mora vsak trenutek izbirati med dobrim in zlim, med dobroto in hudobijo. Naša življenjska naloga je, da dajemo vedno več prostora resnici in vedno manj zmoti in neresnici, pa tudi naša naloga je, da v našem okolju prevladuje resnica, da prevladuje resnicoljubno,
pošteno govorjenje in nesovražno obrekovanje. Potreba po resnici velja za vsa področja naših odnosov, v družini, v soseski, v narodu in državi in tudi med državami na svetu. Ena izmed bistvenih potez vsakega totalitarnega režima, kjer se še posebej izkazuje njegova nasilnost in totalitarnost, je lažna propaganda, ki je nasilje nad resnico. Vsaka izrečena ali napisana beseda ima težke posledice, posebej še, če jo kdo izgovori in pošlje v javnost. Zato zahteva visoko stopnjo odgovornosti. Svoboda govora in izražanja je vsekakor velika vrednota. Brez nje ni demokracije in svobode in je zato zaščitena s človekovo pravico do svobode govorjenja in izražanja mnenja. A ta pravica se nikakor ne sme sprevreči v pravico do laži in obrekovanja. Prav je, da ščitimo pravico do izražanja mnenja, a nič manj ni potrebna zaščite temeljna in neodtujljiva pravica do dobrega imena, pravica do domneve nedolžnosti, dokler se s pravnomočno sodbo ne dokaže nasprotno. Zakaj o resnici, ki nas po Jezusovih besedah edina osvobaja, govoriti in razmišljati danes tukaj na tej slovesnosti ob dnevu spomina na žrtve totalitarnih režimov? Zato, ker žrtve niso bile samo telesno pomorjene, ampak se jim je s pomočjo zamolčevanja ali polresnic ali propagandnega izkrivljanja dejstev skušalo odvzeti dobro ime. Zato se še danes bije boj za resnico, za vso resnico, za resnico v vsej njeni večplastnosti. S tem pa se tudi bije boj za svobodo, da to resnico odkrijemo in povemo. Z vedno novimi odkritji resnica dobesedno prihaja na dan. Nič ne pomaga, če se eni zaklinjajo, da se zgodovina ne sme spreminjati, se pravi, tista napisana zgodovina, ki so jo pisali zmagovalci. Takšna zaklinjanja so zaman. Resnica ni ne moja in ne tvoja, ne naša in ne vaša. Resnica je sama svoja, drugače sploh resnica ni. Nič je ne bo ustavilo, nihče ji tudi ne more ukazovati, kakšna naj bo. Resnica je nenasilna, a kljub temu nezaustavljiva na svoji zmagoviti poti. Kot pravi drugi Vatikanski koncil, resnica ne sili ljudi k priznavanju drugače, kakor z močjo resnice same, z močjo same sebe, ki blago, a hkrati krepko prodira v duhove. To je naše neustavljivo upanje, ki temelji na Jezusovi besedi, ko pravi Jezus, ne bojte se jih torej, nič ni zakritega, kar se ne bo razodelo, in skritega, kar se ne bo spoznalo. Ne bojte se tistih, ki umorijo telo, duše pa ne morejo umoriti. Ker ni mogoče umoriti duše in duha, tudi resnice ni mogoče umoriti.
resnica o medvojnih in povojnih zločinih neznosna. Najprej je bila seveda neznosna za same žrtve. Neznosna je še danes za storilce. Toda tej resnici ne bomo ubežali s prikrivanjem in sprevračanjem. Lahko pa jo obvladamo, da ne bo več zastrupljala naših odnosov in to samo na en način, z ljubeznijo do nje in z ljubeznijo do bližnjega. Z še večjo ljubeznijo, kakor je bilo sovraštvo, ki je te zločine povzročilo. Današnja Božja beseda pa nam nakazuje odgovor na še eno težko vprašanje, ob katerem navadno obnemimo. Zakaj Bog dopušča takšno trpljenje, takšne krivice, takšne preskušnje? Pismo Hebrejcem, iz katerega je vzet odlomek za današnje drugo berilo, je bilo napisano preganjanim kristjanom hebrejskega, se pravi judovskega rodu, ko so si zaradi preganjanj, ki jih je doletelo, zastavljali prav taka vprašanja, kakršna si zastavljamo tudi mi. Sporočilo pa se glasi, da lahko tudi to, tudi trpljenje, obrnemo sebi v blagoslov, če v preizkušnjah ostanemo zvesti, zaupamo v Boga in se ne pustimo speljati na kriva pota, krivice, sovraštva, maščevalnosti, nevošljivosti. Jezus je zgled takega sprejemanja krivic in trpljenja in ravno s tem nas je odrešil. Tudi naši rani, katerih se danes še posebej spominjamo, so svojo krvjo in življenjem izpričali Jezusu zvestobo do konca in so zato postali naš vzor. Zato obhajamo tukaj danes sveto mašo, sveto Evharistijo. Obhajamo namreč spomin na tisto Božjo ljubezen, ki je bila sposobna odpustiti zločin križanja Božjega Sina, ter odpušča tudi vse druge naše grehe, ki dobesedno odjemlje grehe vsega sveta. To Božjo ljubezen, to odpuščanje in spravo kličemo za vsako sveto mašo, posebej pa še danes tukaj nase, na vso našo domovino, na žrtve in na storilce, tudi na tiste, ki pravijo, da je bilo še premalo pobitih. Izhod iz začaranega kroga krivic in zamir, zločinov in maščevalnosti je samo resnica v ljubezni in ljubezen v resnici. Zato smo danes pri sveti maši, pri najbolj otipljivi in najvišji resnici o ljubezni, ki jo Bog naklanja vsakemu od nas. Za žrtve verujemo in upamo, da so v tej Božji ljubezni našle že tolažbo in plačilo za svojo zvestobo. Za storilce pa prosimo, da bi v tej isti Božji ljubezni našli